Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Po poletnem premoru so se pretekli teden sestali predstavniki kmetov in Ministrstva za finance. Na prvem usklajevalnem sestanku spornih pogajalskih stališč glede višine predlaganega davka na nepremičnine niso uspeli zbližati. Nezadovoljni pogajalci so ponovno zagrozili s protestom kmetov. Svoje nestrinjanje s predlaganimi spremembami obdavčitev v kmetijstvu pa so že na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni z mirnimi protesti izrazili dolenjski vinogradniki. Tak naprej več ne gre. Nekaj treba spremeniti. Že zdaj nimamo dohodka iz vinogradništva. Zdaj nam poobremenjujejo, pravi, da boš povečan davek za 14 let in to je nemogoče. Ko zgleda, bomo začeli sekati. Zdaj je bilo dosti lepo pokazano, da se lahko tudi seka. Zato, če bo toliko obdavčen, kot se rekli, se ne bo splačal. Ne bo perspektive, že tako ni nobenega dohodka, posebej na Dolenskem, kot je v Strmin tako predelava. V znamenje protesta so vinogradniki položili vinske trte pod zastavami na sejmišču. Daj trte bomo tu sadili! Zveza društev vinogradnikov Dolenjske je v Gornjo Radgono pripeljala več kot 1000 ljudi. To, kar se zdaj dogaja v tej današnji vladi, je absurd. In suša in toča nas prizadeva. Dvigujejo nam katastrski dohodki, kar pomeni, da se ne dvignejo samo nam katastrski dohodki, se nam povečajo tudi vrtci za mlade družine, poveča se nam šolstvo, doklade se zmanjšajo in tle je taka neka srednja kmetija otepena predvsem. V teh naših dolenjskih vinogradih izjemno težka pridelava grozdja in potem moramo še najvišji katastrski dohodek v Sloveniji plačevati in nam je to zelo nedopustno. Tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije nasprotuje novemu načinu izračunavanja katastrskega dohodka. Kmetje ne nasprotujemo plačevanju davkov, mi davke smo plačevali skozi vso zgodovino, katastrski dohodek pa je osnova za te davke in mi nasprotujemo povečavi katastrskega dohodka in pa novim izračunom, ki so po naših ocenah in pa naših izračunih doskrat nepravični. Če sem čisto enostaven, njiva prva klasa, kjer se pridelujejo žita, bodo v izračunu pomenile bistveno nižji katastrski dohodek kot njiva, na katerih se prideluje neka kultura, ki bo v nadaljevanju pomenila prirejo mleka ali mesa, kjer pa bo katastrski dohodek po novem izračunu večji. Čemur pa najbolj nasprotujemo so pa intenzivne panoge, kjer je na hektar večja pridelava, so kulture, kjer se več iztrži, ampak so tam tudi izračuni bistveno večji. Pa pri gozdovih se predvideva po teh izračunih tudi do 5-kratno povečanje, vsaj po teh zadnjih, prej so bili to še večji izračuni, kar pa seveda vemo, da gozdovi, kakršni so, takega povečanja naenkrat ne prenese. Temu nasprotujemo in pa seveda nasprotujemo novim davkom, ki naj bi nastali, to pa so davki na nepremičnine, to je povsem nov davek, ki ga do zdaj nismo poznali. Predstavniki kmetov so nedavno skupaj z ministrom za kmetijstvo sprejeli sklep, da sicer ne nasprotujejo novemu izračunavanju katastrskega dohodka, vendar pričakujejo postopen dvig v prihodnjih letih, vsako leto za največ 10%. Kmetje tudi pričakujejo, da bodo pristojne službe Ministrstva za finance in slovenska vlada njihov predlog upoštevale. Seveda bomo vztrajali, ne glede, ker je ta naša ljubezen do zemlje tako močna, da nam pravzaprav skozi stoletja ni nobena politika ni uničila teh vinogradov in upajmo, da tudi ta ne bo. Letošnja suša je ponovno spodbudila razpravo o smiselnosti obsežnejše gradnje namakalnih sistemov v Sloveniji. Slednji po mnenju poznavalcev ne bodo dali pozitivnih učinkov, če ne bomo izvedli še nekaterih nujnih sprememb v slovenskem kmetijstvu.
Pridelek koruze na peščenih in prodnatih tleh Ptujskega polja je lahko v pravilnem namakanju tudi v najbolj sušnih letih dober. Dokaz so njive živinorejca Jožefa Ozmeca. Po katastrofalni suši leta 2003 je kupil opremo za namakanje in se priključil na namakalni sistem Ormož, ki je začel delovati leto dni kasneje. Od takrat skoraj da vsako leto prideluje poljščine s pomočjo namakalnega sistema. Mi smo pa začeli na tej površini, moram pa povedati, zalivati že 21. junija. Takrat, ko sem imel obhod po njiva, sem opazil, da se spodnji listi pri zemlji že začnejo rumeniti. Po kmečki pameti takoj ugotovim, rastlini primanjkuje vode. Smo začeli namakati. Namakanje, lahko povem, prvič smo dozirali 15 litrov po hektarju, potem za 12 dni smo ponovno šli namakati. Takrat smo že dozirali 20 litrov na kvadratni meter. Tretje doziranje je pa bilo že 30 litrov po hektarju, to je pa zdaj že četrto namakanje. Zdaj pa več ne namakamo, ker storž je takšen, kakšen je, ampak zdaj namakamo, da bo koruza, ki je tu na klasi, imela dovolj veliko hektolitrsko težo. Pred 10 leti je na enaki njivi brez namakanja pridelal 3-krat manj koruze, kot je bo letos. Strošek namakanja pa je v primerjavi z drugimi stroški pridelave zanemarljiv. Mene so stroški stali 1034 evrov po hektarji, voda pa bo me stala po hektarji 64 evrov. Namakanje se splača, če je pravilno narejen sistem. In vzorčen primer so namakalni sistemi, ki jih je vzpostavila občina Ormož in pa Gorišnica, tako da to moramo širiti enostavno. In sicer od Maribora pa do središča ob Dravi praktično imamo površine, ki razpoložljivo vodo, površine in zdaj vzpostaviti interes, predvsem pa mora država poenostaviti pridobivanje dokumentacije. Poleg gradbenega in uporabnega dovoljenja je velika ovira pridobitev soglasja 80% lastnikov zemljišč, na katerih stoji namakalni sistem. Sam strošek izgradnje pa znaša okoli 5000 evrov na hektar. Po zagotovilih kmetijskih strokovnjakov je vode dovolj. Ormoški sistem je v najhujši vročini na sekundo, mislim, da trošil 120 litrov. Ta najnovejši sistem, lahko bi 400 litrov, tako da okrog 40% površin se je namakalo znotraj sistema. Ponavadi damo okrog 200 kubikov vode na hektar pri enem namakanju, pri bolj sušnem obdobju mogoče do 250 kubikov. Če 5-krat, letos govorimo recimo 4 do 5-kratno namakanje, je omogočilo normalen pridelek tudi pri koruzi, je to od 800 do 1000 kubikov. To govori o tem, da je to strošek namakanja samega, brez opreme, če govorim, okrog 1 tone pridelka koruze. Pridobimo jih pa sigurno 5 zraven, tako da če to skupaj potegnemo, je gotovo tam, kjer je sistem smiselno namakati. V Podravju si želijo čim prej dodatno namakati vsaj 3000 hektarjev. To bi omogočilo še pridelavo drugih kultur, zlasti bolj donosnih, kot so denimo vrtnine in takih, ki so skorajda izginile iz naših njiv. Mednje spada tudi soja, pomembna beljakovinska krma za rejo živali. Njeno pridelavo želi spodbuditi 13 držav podonavskega območja. Now we are importing a lot of soya from overseas and also a lot of non-GMO soya. At the moment 7 million tons, and we are paying €100 more for non-GMO soya than for GM soya. Why should we spend this money on Brazilian farmers? We should spend it on the farmers in our area. So we are trying to bring development to the farmers by supporting the development of soya growing in the context of agriculture. Tej evropski pobudi se pridružuje tudi naša država. Želimo biti na tem področju proizvajalci, ki proizvajamo genetsko nespremenjeno krmo in to tudi ponuditi potrošniku. Zakaj konkretno gre? Predvsem za sojo? Tu gre tako za sojo, kakor gre tudi za sončnice in gre tudi za tropine od drugih oljnic.
Mimogrede v Sloveniji je samo 3% površin posejanih z tovrstnimi rastlinami. Sosednja država, recimo Hrvaška, jih ima že 6, Madžarska jih ima skoraj 14%. Vsi skupaj smo se dogovorili, da bomo skupaj sodelovali na področju tehnologije, ker mi se zavedamo, da tudi ta vrsta proizvodnje mora biti za kmete profitabilna. Draga pridelava krme, še bolj pa visoki stroški, ko krme primanjkuje, pa zlasti v sušnih letih močno prizadenejo kmetije. Kmetom, ki so letos v težavah, mogoče se jih bo zdaj prijelo, polagam na srce to, da krmo se da pridelati na zalogo. Silaža v silosu brez skrbi stoji, če je dobro pripravljena, več let. Torej, kje so zaloge krme iz ugodnih let? Kmetovati se ne da iz leta v leto, od sezone do sezone. Če govorimo o živinoreji, treba je planirati na več let, tako zaloge krme, ki si jih pripravimo, kot število živine prilagoditi razmeram, kot so. Pač to, da se nam suše pojavljajo vse pogosteje, bo treba komponirati v ta sistem. In ta način prilagoditve je najcenejši, cenejši od zavarovanja. Temu bi lahko rekli priprava krme na zalogo, da to je en princip samozavarovanja na kmetiji. Slovensko kmetijstvo zahteva posodobitve na vseh ravneh. Najbolj nujen je prenos znanja v prakso. Vodilni kmetijski strokovnjaki načrtujejo vzpostavitev razvojnih mrež, ki bi povezale vse, ki delajo v kmetijstvu. Vse izkušnje iz tujine in teorija kažejo in praksa, da sprememb v kmetijstvu ni, če ni novih rešitev, če ni znanja prilagojenega na določene naravne, strukturne in tudi ekonomske razmere. In tu so premiki, vendar mislim, da se v slovenskem kmetijstvu še zmeraj preveč ukvarjamo z subvencijami, z problemi dnevne narave, stvari pa ne postavljamo dovolj strateško in dolgoročno. Dati znanju in strokovnjakom pravo težo in priložnosti pa je pri nas še vedno velik izziv. V vseh drugih elementih družbe rabimo premike in te premiki so možni z ljudmi. V Sloveniji je žal tisti, ki so sposobni in ki so kompetentni, ne dobijo priložnosti, vzdržujemo neko socialno infrastrukturo in je socialni mir tudi v javnih inštitucijah ključen cilj delovanja teh inštitucij. To pa ni dobro ne za te inštitucije, na koncu ne za te ljudi, zelo slabo je pa za Slovenijo. Že tradicionalno pa se sredi sejemskega tedna v Gornji Radgoni zberajo tudi slovenski zadružniki. Zadružna zveza Slovenije je tudi tokrat najzaslužnejšim članom in najuspešnejšim zadrugam v preteklem letu podelila priznanja. Zadružna zveza Slovenije se je na letošnjem sejmu Agra predstavila pod sloganom Povezani za prihodnost. Zadruge igrajo v tem času pomembno vlogo, torej odkupujemo preko 80% vsega kmetijskega blaga. Tudi v teh kriznih časih odkupujemo in plačujemo, tako da to je v tem času izjemno pomembno. Kljub temu, da je kriza in da imamo težave zaradi tistih, ki nam tudi slabo ali pa včasih celo ne plačujejo. In ta sejem je za nas izjemno pomemben, kajti tu se predstavljamo nekako tudi širšemu potrošniku, ne samo našim članom in našim kmetom. Kako ocenjujete sodelovanje med zadrugami? Bi si želeli, da bi bilo bolj učinkovito? Delo zadrug lahko rečemo, da je učinkovito, seveda želeli bi še več povezovanja. V preteklosti nam je uspelo kar nekaj projektov povezovanja zadrug, je pa treba vedeti, Slovenija je zelo raznolika dežela, vsaka regija ima neke svoje specifike, tako kot nekateri poprek pričakuje, kako bomo kar v enem zamahu povezali vse zadruge, nerealno, ker te zadruge imajo vsaka neko svoje okolje. Vendar pa moram povedati, da regionalne zadruge se povezujejo, nekako imajo neke skupne zadeve, tako da mislim, da to povezovanje ni tako slabo, kot nekateri mislijo. Seveda so pa pred nami vedno novi izzivi, sploh na področju lesarstva in gozdarstva je treba še marsikaj postoriti, vendar tu je treba tudi zakonodajo primerno urediti, da bodo lahko zadruge tudi igrale pomembnejšo vlogo. Omenili ste zakonodajo, tudi za področje kmetijstva se obeta kar nekaj zakonskih sprememb.
Stanovske organizacije so do teh sprememb tudi zelo kritične. Kako kot predstavnik, kot najvišji predstavnik Zadružne zveze Slovenije gledate na te načrtovane spremembe? Kar se tiče te zakonodaje, lahko rečem tudi zadružniki pri tem aktivno sodelujemo. Tudi smo dali jasno sporočilo na sestanku pri predsednici vlade in tudi tukaj, ko je bila v soboto otvoritev tega sejma, smo jasno povedali, da ne pristajamo na nobene dodatne obdavčitve kmetov. Ugotavljamo, da je kmetijstvo in podeželje in zadružništvo v teh kriznih časih postaja en trden temelj na splošno slovenskega podeželja in pa tudi gospodarstva v širšem pomenu, vendar pa to naše kmetijstvo ne more prenesti nobenih dodatnih obdavčitev in tudi bilo bi krivično. In tudi smo jasno upozorili, da tudi če bi država želela kmeta tukaj obdavčiti, pridobila bo zelo malo, bo pa napravila neko veliko zmedo, ki bo škodovala celotnemu gospodarstvu v tem slovenskem prostoru. Tudi letos so ob dnevu zadrug najprizadevnejšim članom podelili priznanja za zasluge. Poleg letnih so podelili še priznanja za trajen prispevek k razvoju slovenskega zadružništva. Prvo, kar je, bi se mogli zadružniki poenotiti. Sicer smo bolj enotni, kot so recimo drugi take organizacije, ampak v enotnost, enotni nabavi materialov, enotni prodaji, mislim, da je ključ uspeha tukaj v zadružništvu in za naše kmetijstvo. Vsako priznanje godi, predvsem je pa to priznanje tudi tistim ljudem, s katerimi smo dosegli določene uspehe, ki so bili zaradi tega opaženi. Priznanja ob posebni priložnosti pa so prejele Kmetijska zadruga Naklo za 110 let delovanja, Kmetijska zadruga Velike Lašče za 100. obletnico obstoja, Kmetijska zadruga Laško za 60 let delovanja in Kmetijska zadruga Perutninarjev Pivka za 20-letnico obstoja. Jaz sem zelo vesel, da sem predsednik Kmetijske zadruge Naklo, ker Kmetijska zadruga je zdaj že v 3. in v 4. rodu, rečem lahko, ali pa generaciji kmetov, ki funkcioniramo. Začeli so leta 1903 naši, stari starši in pa pradedi, ki so začutili potrebo potem, da se združujejo in da skupaj zbirajo mleko in ga lažje prodajajo. Smo zelo učinkoviti, glede na to, da imamo samo 2 zaposleni, imamo 3 milijone prometa letnega in poskušamo res racionalno se obnašati, kot se mogoče Gorenjci racionalno obnašamo. 100. obletnica Kmetijske zadruge Velike Lašče je povezana z razvojem kraja, saj so prav v letu 1913 Velike Lašče iz vasi postale trg. 32 ustanoviteljev pa je tega leta osnovalo tudi živinorejsko zadrugo. Že od začetka je zadruga spodbujala prirejo mesa in mlekarstvo. Začetki zadružništva so pogojeni s tem, da so prvi plemenski biki prihajali iz Švice. In že takrat se je naš kmet zavedal, da mora plemensko vrednost obogatiti za večjo proizvodnjo mesa, za večjo proizvodnjo mleka. V preteklosti je bila prireja mleka glavni cilj. Sedaj, ker se pa mladi ne odzivajo na kmetovanje, ostali so starejši, za starejše je pa pridelava mleka večji problem. Zato se postopoma preusmerjena na pridelavo mesa. No, ker smo pa v bližini Ribnice, sosednje občine, je pri nas pa kot dodatna dejavnost tudi izdelava suhe robe in to nekako z lesom, prodaja lesa iz gozda, nekako še zadržimo neki del populacije na svojih kmetijah. Zadruga Laško že 60 let povezuje kmete na območju občin Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje. Glede na to, da smo imeli v letu 2005 veliko investicijo v predelavo mesa, seveda je naša vizija o tem, da bi postali še bolj prepoznaven prodajalec, izdelovalec mesnih izdelkov in sicer svežega mesa. Glede na to pa, da smo tudi nekako zaokrožili pridelavo jajc, pa seveda tudi v perutninarstvu vidimo našo prihodnost. Nenazadnje je pa to, za kar je zadruga sicer bila ustanovljena, odkup in skupno trženje posameznih kmetijskih pridelkov glavna osnova še vedno.
Iztekajoče poletje je primeren čas za obiranje hmelja. Žal napovedi letine niso najbolj obetavne. Količinsko naj bi bil pridelek eden najslabših v zadnjih 10 letih. Na kmetiji Simona Gajška je obiranje hmelja na 12 hektarjih počasnejše kot običajno. Glede na to, da so sorte različno zrele, bi lahko rekel, da nekako tempo ni tako intenziven kot v preteklih letih, ki smo obirali od zjutraj do večera. Teda imamo dejansko malo bolj počasen tempo, dejansko obiramo samo 12 ur na naši kmetiji, trenutno ne, da se dejansko razpotegnemo ta čas obiranja do sorte Celeja, ki se zadnja obira, da bo prišlo do optimalne zrelosti. Dolga zima, pomladanska toča, ki je popolnoma uničila poganke, in dolgotrajna poletna suša so negativno vplivale na rast in razvoj hmelja. Simon Gajšek ocenjuje, da bo na njegovi kmetiji 30% manj pridelka kot običajno. Tudi letina najbolj razširjene sorte na slovenskih hmeljiščih letos ni obetavna. Po vseh rezultatih sledeč opažam, da je Aurora kar dovolj bila prizadeta od same toče, oziroma tudi ta pozna spomladanska dela, ki so se zavlekla zaradi podaljšanja zime, po mojem mnenju je bila tudi Aurora najbolj prizadeta v tej fazi, tako da nima nekega optimalnega pridelka. Slabši je tudi pridelek savinjskega goldinga, tradicionalne aromatične sorte, ki dozori najhitreje. To so najbolj prizadele visoke temperature in suša, čeprav večino hmeljišč v Sloveniji namakamo. Okoli 70%, 80% je hmeljišč namakanih. Ti nasadi so bili v tej vročini v boljši kondiciji, vendar pa so te visoke temperature nad 35 stopinj, kljub vsemu tudi v namakanih nasadih ustavile razvoj starška. Ti nasadi so tudi boljše odreagirali sedaj v tej ohladitvi, dočim pa nasadi, ki niso namakani, tam pa so starški ostali še bolj drobni, ponekod rastline tudi niso prišle do vrha opore in tukaj je pa praktično bilo zaključeno že kar tam v začetku avgusta. Konec julija, 29. julija, je v Savinjski dolini pustošil tudi kar en tak orkanski veter, ki je tudi naredil v hmeljiščih dosti škode. Ko smo seštevali, koliko hmeljskih rastlin je bilo takrat na tleh, smo prišli kar do številke tam okoli 250 do 300 hektarjev, če bi to bilo skupaj. No in tako so sicer v večini nasadov rastline prišle do vrha opore, vendar so se slabo razrasle, predvsem pa se je ustavil v tisti vročini razvoj starškov. Tako so starški ostajali drobni, ponekod tudi nerazviti in tudi ta zadnja ohladitev, ki je v teh dneh konec avgusta, kaj dosti ne pripomore. Še posebno ne pri sorti Aurora, savinjski golding je tako že obran. Nekaj še pričakujemo, da bo pa vendarle pomagalo pri razvoju starškov pri sorti Celeja, ki je naša najkasnejša sorta. Sorta Celeja je ena najnovejših slovenskih sort hmelja in je zaradi svojih lastnosti zelo iskana. Dobro je obrodila v nasadih Jožeta Ribiča. Lahko rečem, da glede na to, da sem jo dobro zalival oziroma namakal, se je kljub vročini in suši nekako kar obdržala. Mislim, da je veliko pripomoglo k temu tudi, da je njiva dobro pognojena, da vsebuje dovolj humusa in se je dejansko vlaga kar dobro obdržala v tleh. Zdaj pa je pred vami prodaja. Kakšne cene se letos pričakujejo, kakšne so razmere na trgu? Cene so, verjetno proste količine se bojo letos zelo dobro prodale, ker hmelja ni. Pridelki so, hektarski donosi so slabi, ampak letos prostih količin ne bo veliko, ker bo še pogodbene težko zapolniti. Jaz imam dejansko hmelj v pogodbah in niti pogodbenih količin ne bom izpolnil. Tako da kaj več si ne morem pričakovati kot tiste cene, ki so v pogodbah. Slovenski inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo ter specialistka za hmeljarstvo sta tudi letos pripravila oceno pričakovane letine. Napovedujeta povprečni pridelek 1100 ton na hektar.
kar pa pomeni, da je to v bistvu drugi najnižji pridelek v zadnjih 10 letih. Leta 2003 smo namreč v Sloveniji pridelali manj kot 1000 ton na hektar, letos pa bi bil pridelek povprečen tam okoli 1000 ton na hektar. Vendar pa obiranje še ni zaključeno, videli bomo šele tam potem konec septembra, kakšna je letina v resnici bila. Kar pa je do sedaj obranega, pa kaže, da so naše ocene zgleda nažalost kar dosti realne in resnične. Tudi število hmeljišč je manjše, rodovitnih nasadov je za okoli 1000 hektarjev. V najboljših letih je bilo v Sloveniji med 1800 in 2000 hektarjev hmelja. Pa vendar hmeljarji zdaj upajo na boljše čase. Kar se tiče naše kmetije, imamo glede na nasadu, pa glede infrastrukture, s katerimi obdelujemo te nasade, imamo dejansko na limitu, na maksimalni delu. Tako da nekaj bistvenega povečanja hmeljišča pri nas ne pričakujemo, oziroma tudi dejansko moje mišljenje je sledeče, da moramo bolj stremeti k višjim pridelkom na hektar oziroma boljši kakovosti. Mislim, da mečkan se že nekako kaže prvi znaki optimizma, res. In mislim, da so ta težka leta, tih, kaj jaz vem, koliko je že to zdaj od leta 2007, 5-6 let težkih let, da se bojo po teh letih začeli boljši časi, tudi za nas hmeljarje. Po večletnih prizadevanjih za povečanje samooskrbe s hrano, vendarle lahko pričakujemo prve uspehe. Slovenija je namreč dobila drugo tržno verigo v kmetijsko-živilski dejavnosti. Da je proizvodnja zelenjave na katastrofalno nizki ravni, je znano. V Sloveniji pridelamo le četrtino zelenjave, ki jo porabimo. Zelenjavna veriga predstavlja načelni dogovor in je prvi korak k izboljšanju razmer. Jaz ocenjujem dogovor kot velik korak naprej. Pogajanja sama so tekla leto dni in pol z občasnimi prekinitvami, ampak vendarle smo zdaj zajeli ta veter v jadra, kupujmo domače in uspeli priti do podpisa tega dogovora. Namen zelenjavne verige je urediti odnose med njenimi členi. Tako so dogovor podpisali Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zadružna zveza, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GIZ Slovenska zelenjava, poslovni sistem Mercator in Engrotuš. Želimo, glede na človeške resurse, ki jih imamo, stopiti v kontakt in navezati stike z vsemi slovenskimi predelovalci, ker se zavedamo nezadostnosti slovenske samopreskrbe, ki v tem trenutku obstaja. Res je, da se nam število povečuje v zadnjih parih mesecih tudi več kot 10%, vendar osebno nismo še zadovoljni in cilj seveda je, da najdemo z vsemi slovenskimi predelovalci neko skupno točko in ponudimo slovenskemu potrošniku slovensko kakovost. Kot predstavnik slovenskih kmetov in tudi sam sem kmet-proizvajalec, upam, da bo ta dogovor omogočil kot prvo dvig proizvodnje v tej državi. Upam, da bo tudi potrošnik v tem času spoznal in že spoznava, to je res, da je naša pridelava kvalitetna in da je hrana iz lokalnega okolja za njega najbolj primerna. Po drugi strani pa, da bo trgovina spoznala, da na slovenskih proizvodih ne sme enormno dvigovati cene, ker danes se nam dogaja to, da imamo cene tudi za trikratnik v trgovinah, kmet dobi pa mizerno ceno. Pred nekaj leti seveda ni bilo govora, da bi nekdo spodbujal domače, ker je bilo pač meja odprta in vsak je podpiral bolj kupovanje zelenjave in pa sadja v tujini. Zdaj pa lahko vidimo, da je tudi celotna klima v današnjem prostoru v Sloveniji pozitivna. Tako v medijskem prostoru, v širši javnosti med kmeti in ta veter v jadra moramo zajeti. In ta dogodek je izjemnega pomena, ker vsak dan poslušamo, ne sodelujete, ne povežete se. To je pa en dokaz, da od kmeta do zadruge, do trgovca znamo stopiti skupaj. Tako da jaz sem prepričan, da je to en velik korak naprej in da bo tako za kmetijstvo, za podeželje in za državo Slovenije to izjemno pozitivno. Poleg enakopravnosti pogodbenih strank dogovor zagotavlja večjo prepoznavnost slovenskih pridelkov in izdelkov ter predvideva skupno embalažo. Pomemben del verige je zagotavljanje sledljivosti zelenjave od pridelave do končnega potrošnika. Bo pa seveda po podpisu potrebno z dejanji pokazati, ali smo kos pravzaprav tem izzivom, ki smo si jih ob podpisu zadali. Dogovor opredeljuje imenovanje odbora, ki bo spremljal izvajanje tega dogovora, se sestav vsaj 4-krat na leto
bo pa vsak izmed podpisnikov imenoval člana v svoj ta odbor, ki naj bi, bom rekel, odločitve sprejemal soglasno, a ne tako da v smislu dogovora. Jaz verjamem v to zgodbo. Na prireditvi Salon Traminec so obiskovalci letos lahko pokusili več kot 100 različnih vrst tramincev iz 6 evropskih držav. Vino, ki ga odlikuje visoka vsebnost sladkorjev, je med pivci zelo priljubljeno. To potrjuje tudi število obiskovalcev, ki je v Negovi iz leta v leto večje. V prenovljenem renesančnem delu poslopja Negovskega gradu so Salon Traminec izvedli že 4. Vodilo prirediteljev, Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, oglaševalskega podjetja Mediaspit in Vina Štajer je bilo tudi tokrat prikazati odlike vina, ki jih zaradi stereotipov velikokrat spregledamo. Čisto naključno smo se pred 4 leti dobili 3 partnerji, tako Mediaspit kot pa Kult Pro Tour iz občine Gornja Radgona in pa naša hiša Štajer. In vsak skrbi za svoje področje in to je rezultat tega, da ta salon že 4. leto pridobiva na razpoznavnosti in vedno več ljudi nas tudi obišče. Kakšno vino je Traminec? Tisti, ki se na vina ne spoznamo, rečemo, da je bolj sladko. Kako bi ga pa vi označili? To je bila ena od mojih bojazni, ko smo začeli s tem dogodkom, ker radi rečemo, da Traminec je pa vino za ženske in me je takrat skrbelo, kaj pa bojo moški počeli na tem dogodku. Ampak vidimo zdaj, po 3 letih tega dogodka, da tudi moški uživajo ob Tramincu. Traminec je ena posebna zahtevna sorta in seveda je treba posvetiti malo več pozornosti, in ko pa je zraven še toliko dobrega, kot je tukaj izbrana kulinarika, potem izbrana glasba, tudi poezija, in se potem najde za vsakega nekaj. Sem zelo vesel, da v času tega festivalskega buma, da prihaja do tako imenitnega festivala, kot je Salon Traminec, ki gre za tematski vinski festival, podobno kot Primorci slavijo Malvazijo, seveda mi tukaj slavimo Traminec, kot je ena od pomembnih naših sort. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je to, da bi lahko preko takšnih festivalov pozicionirali ne le vinarstvo v tem delu Slovenije, ampak predvsem kulturni turizem. Tako da ta festival ima eno zelo veliko moč, vino pa tudi. Premalo smo skupaj tu vinogradniki, se povezujemo in premalo delamo na promociji. Ja. Tako da taki dogodek zelo vpliva na promocijo naših vin, promocijo vinogradništva in zelo se veselim vsako leto, da lahko obiščem ta dogodek, Negova Traminec. Se tudi Traminca veselite? Tudi zelo, ja, kajti je ena iz mojih ljubših sort. Tu lahko sem zelo vesel, da poskušam toliko Traminca, saj sem tudi v tej branži malo in tako da se gremo probat, ne. Veseli me, da se je odločil in naredil ta projekt, da lahko ljubitelji probamo Traminca iz v bistvu vse te ožje regije. Kaj pa pravite na to, da je menda Traminec žensko vino? Se ne strinjam. Traminec je vino za moške in za ženske. Ravno lahko to potrdim, saj sem degustirala vina na dnevih poezije in vina in najbolj prodajano vino tako med ženskimi in moškimi je bil ravno Štajerjev dišeči Traminec. Traminec, ta, ki se ga v Sloveniji največ popije, je tudi najbolj prodajana buteljka v Sloveniji. Gre za polsladki Traminec. Če pa si ogledate katalog naših Tramincev letos, ko jih je 111, pa je skoraj največ suhih Tramincev. In prav to je ena tudi od želja, ki bi jih radi razširili, nekako strli te tabuje o Tramincu, da je to zgolj sladko vino, zgolj za ženske. Zato pa 111 Tramincev letos, nekaj, da ljudje ravno to poizkusijo, da tudi vidijo, da so penine narejene iz Tramincev, da je to lahko tudi bio vino in pa da je to lahko tudi vrhunsko arhivsko vino,
ki se ga stara res v dobro kvaliteto. Odkar z gradom Negova upravlja občina Gornja Radgona, počasi dobiva novo vsebino. Glede na to, da se mi s to promocijo gradu trudimo že 4-5 let, pa čeprav je šele lansko leto grad prešel upravljanje lokalne skupnosti, bi rekla, da z združenimi močmi, torej vseh, ki se ukvarjamo v občini, tako s turizmom kot s kulturo, da nam kar uspeva. Nenazadnje je pa grad v zadnjih letih postal zelo prepoznaven tudi zaradi salona Traminec in pa, če povem samo to, da smo letos pričeli s prvo sezono revitalizacije oziroma oživljanja gradu s programom in imamo skoraj 40 dogodkov, grad je pa odprt od četrtka do nedelje. Trudimo se predvsem z seveda zanimivimi umetniškimi, kulturnimi vsebinami, pa tudi izobraževalnimi in pa tudi s poslovnim turizmom. Salon Traminec poudarja tudi dobrodelno noto. Letošnjo donacijo je prejela osnovna šola dr. Antona Trstenjaka iz Negove, ki praznuje 230-letnico organiziranega šolstva. Tudi sami krajani si prizadevamo in tudi na nek način želimo pripraviti tudi naše učence preko turistične vzgoje, da vzljubijo Negovo, vzljubijo Negovski grad in da bodo nekoč nekdaj se čutili tako odgovorne, da bodo ljudi pripeljali sem v Negovo. Če grad ne bo zaživel, potem mislim, da tale velika investicija, ki je bila položena v to veliko in mogočno zgradbo, nekako se ne bo mogla obrestovati. Negovčani si pa prav gotovo želimo, da tukaj dobi grad poseben pečat. Turistični in družaben in šolski in nasploh kot družbeni dogodek in središče našega radgonskega področja. Že več kot 25 let hodimo v Negovo, redno. V ta grad smo pa zaljubljeni. In zdaj, ko je Traminec, smo prijemo še posebej tudi na to prireditev. Jaz sem bolj prijatelj takih kislih vin, da se lahko dela špricer. Ampak danes bom pa poskusil. Pravo poreklo Traminca je zavito v skrivnost. Poimenovanje te sorte pripisujejo južnotirolski pokrajini oziroma vasi Tramino v Italiji, kjer so to trto gojili že pred več stoletji. Obiskovalci salona Traminec pa so lahko poleg 60 vzorcev slovenskih vinarjev, predvsem iz Štajerske, Dolenjske in Bele krajine, pokusili še tramince iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Francije, Italije, Nemčije, Češke in Švice. Voluhar je glodavec, ki povzroča veliko škode v sadovnjakih in nasadih. V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici preganjajo voluharje kar z njihovimi naravnimi sovražniki. Načinov preganjanja voluharja je seveda več. Od različnih plašilk in pasti ter mrež, ki jih ponujajo v prodajalnah, pa vse do manj priporočljivih in velikokrat zelo strupenih kemičnih pripravkov. V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici voluharje preganjajo njihovi naravni sovražniki, psi in mačke. Namestili so tudi drogove za ujede, ki na škodljivce prežijo iz zraka. Ob manjšem bajerju na posestvu se je naselila belouška. V sadovnjak se je pritepla tudi lisica, prav tako velik voluharjev sovražnik. Z voluharjem je sedaj veliko več dela, veliko več škode povzroča kot včasih, ampak žal moramo reči, oziroma sreča je, da načina izpred desetletij ni več, ker takrat se je pa po sadovnjaku poškropilo škropivo, ki je bil proti voluharju. Voluhar se je pač po tej poškropljeni površini sprehajal, ker si on čisti kožušček, si je to lizal in si je na tak način vnesel v telo in je zaradi tega tudi poginil. Ni ciljno samo voluhar, nažalost, poginil, so poginili tudi, če so bili v sadovnjaku psi, živali, mački in ostale divje živali. Tako da na srečo tega tehnologije ni več, je pa zato veliko več dela z lovljenjem in pa seveda moramo tudi veliko stvari poznati, da pridemo do tega tako imenovanega naravnega ravnotežja.
Koliko let že imate mačke in pse v sadovnjaku? Približno. Že kar 20 let. Borba proti voluharju je vsestranska. Najosnovnejše je čim bolj čist pas pod krošnjo, redno košena, mulčena trava. Zakaj? Zato, ker če je pas pod krošnjo čist, se voluhar enostavno preseli med vrste, s tem ne dela tako velike škode. Če mi vztrajno med vrstami kosimo, mulčimo, se on dobesedno boji, če tako rečemo, in se mogoče celo počasi lahko odseli. To je en od načinov. Ampak ta mozaik borbe je sestavljen iz veliko kamenčkov. Redno lovljenje je tudi en izmed ukrepov. Moram reči, da pride to na leto tudi tam od 250 do 350 ur lovljenja voluharja, da pregledaš cel sadovnjak. Ko nekako počistiš, da tisto naravno ravnotežje med koristnimi, med sovražniki voluharja in voluharjem vzpostaviš, potem ni več potrebno takšno število ur. Kljub temu v sadovnjaku nastavljajo tudi pasti. No, tule je primer pasti, s katero v sadovnjaku lovimo voluharja. Pasti za voluharje je veliko. Zelo najpomembnejše je to, da tista past je dobra, ki voluharja ujame. Ta je sigurno preverjena, cenovno je zelo ugodna, predvsem je pa zelo enostavno narejena. To je kovan del, ki se odpira, pač to drži. Kako se lovi voluharja s tako pastjo in nasploh kako se voluharja najuspešneje ujame. Če zaslutimo v tleh, da je prisoten voluhar, poskušamo najti rov voluharja. Voluhar ne trpi prepiha, zato pride rov zakopati, narine zemljo in s tem zapre rov. Tako ugotovimo, da je notri v tem rovu voluhar živ. Odkopljemo, vedno moramo delati v rokavicah, ker ima izredno dober nos in zavoha na švon in se zaradi tega umakne. Odkopljemo torej rov, to past se zelo enostavno nastavi, moramo pa seveda paziti, da se nam ne sproži. Enostavno krožniček nekako nastavimo čim bolj rahlo, da še drži ta krak narazen, in ko smo našli tam luknjo, enostavno porinemo v rov. Nekako si označimo, da ne pozabimo, kje je ta past nastavljena, kaj se zgodi v rovu. Zelo enostavno je, voluhar pride tule zakopavati, ker je prepih, narine zemljo, in ko nariva zemljo, enostavno se pas sproži in voluharja tule takole ujame. Na kmetiji Kašnikovih v Vrbi pri Lukovici so si zadali cilj, da bodo v prihodnjih letih mešano kmetijo preusmerili v sadjarsko. Poleg reje molznic se namreč ukvarjajo tudi z ekološko pridelavo sadja. V novem nasadu pa so imeli prvo leto velike težave z voluharjem, pa čeprav so sadovnjak zavarovali z mrežo. Mi smo se 2009 odločili, oziroma že kakšno leto prej, da gremo v sadjarstvo in to ekološko. Ne samo trend, vendar tudi sam način življenja nas je nekako bliže in smo v bistvu 2009 posadili prvi nasad, 2800 sadik, večinoma topas, in potem lansko leto še 1200, tako da je zdaj skupaj 4000 sadik, večinoma sorte topas, te odporne sorte. V ekološkem sadjarstvu v bistvu je največji problem voluhar in vdor v sam nasad lahko preprečimo edino s to mrežo ali pa s kakšnim drugim materialom, tudi pločevine se dajo, vendar je to s to mrežo najlažje delati. In v bistvu ta nasad smo postavljali skupaj z ograjo, tudi to mrežo, ki jo je približno 60 cm v zemlji, 40 pa nad zemljo, tako da je v bistvu preprečen vdor živali v sam nasad. Tudi pri Kašnikovih si pomagajo z nastavljanjem pasti, v sadovnjaku pa preganja voluharja tudi pes Rex. Nismo se preveč spuščali v neko propagando, okolica nas je nekako sama sprejela. Pač tukaj naokoli
je tega ekološkega sadjarstva malo. In trenutni trendi so pa taki, da ljudje čezdalje bolj iščejo zdravo sadje in v bistvu nas sami poiščejo. Mnogo je tudi kupcev, ko pridejo k nam, precej, ko pridejo k nam, želijo videti tudi sadovnjak, če je to res pridelano doma, potem, ker pač nimamo daleč teh nasadov, grem z njimi ali pa se sami zapeljejo mimo. Tako da, ja, mislim, da je to prava pot. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo vam pripravili v današnji oddaji Ljudje in zemlja. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnje nedelje.